Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta. Moje ime je Taja Kaja-Cekuta in danes je z mano Ana Marija Mihalič, ki jo mnogi poznate pod imenom Fit by Ana. Živimo v svetu, ko veliko poudarka namenimo svojemu zunanjemu videzu, a pogosto pozabimo, kako se počutimo od znotraj. Ravno zato se bova danes pogovarjali o prehrani, športu, družbenih omrežjih in o navadah, ki pripomorejo k kakovosti našega življenja. Ana, dobrodošla v podcastu. Najlepša hvala, da si se udeležila. Kako si? Dobro, super sem. Ravno sem z dopusta, tako da sem sveža, polna idej. Zagorela vidim, da tudi mečkan, ja, mislim, jaz sem kar impresionirana. Jaz redko porjavim, pa skozi se mažem s 50 faktorjem, tako da sem kar impresionirana letos, ko sem uspela barve nabrati. No, super. Zdaj, jaz bom začela kar malo z tem, s tvojo preteklostjo in sicer v bistvu začneš zdravje ceniti šele takrat, ko pride do nekih zdravstvenih težav, sploh ko si mlad. In ti si že imela neko izkušnjo z zdravstvenimi težavami in bi te prosila, če lahko mogoče za začetek poveš malo več o tem, kaj se je dogajalo. Jaz sem imela, 26 sem bila stara, po moje 25 mogoče, in sem imela dejansko ful težave s ščitnico in s sindromom razdražljivega črevesja. In zdaj, ko mi spojimo te dve zdravstveni stanji oziroma težavi, dobimo na tako zelo težko kombinacijo, sploh za mladega človeka, ker ti si po eni strani ves čas brez energije, ampak to brez energije na nivoju, da tebi težko roko dvigant ali pa se vstati iz postelja. Po drugi strani imaš pa prebavo na takem vrtiljaku v narekovajih, da ti ne veš, a boš jutri 3 dni na WC-ju v eno ali pač 5 dni ne boš šel. Tako da dejansko je meni to močno kvarilo kakovost življenja in me je postavilo to neko točko, kjer dejansko bi bila pripravljena narediti vse, karkoli bi mi kdorkoli rekel, da se ven iz tega nekako skopljam. No. Ampak si se, in v bistvu čez noč si mogla spremeniti svoje prehranske navade in nasploh svoj slog življenja in ti je uspelo. Si opazila, da je to igralo ključno vlogo pri tem, da si se ti v bistvu pozdravila oziroma da si izboljšala svoje zdravstveno stanje. Jaz sem imela eno ful veliko srečo, zato ker sem čisto po nekem čudnem naključju odkrila Aleksandro. Aleksandra je pa zdravnica, ki je zapustila zdravstvo in se dejansko, jaz temu rečem funkcionalna medicina. Ne vem, če ta termin sploh obstaja, ampak jaz kličem to, kar ona dela, nekako tako funkcionalna medicina. In ona je dejansko prva, ki je meni rekla: Ana, ti imaš skoraj gotov SIBO, pejte se testirati, pa bomo šli od tam naprej. To je ena bakterija v črevesju, ne da se mi zdaj to razlagati, ampak dejansko se naseli na napačnem delu črevesja in tam opravlja vlogo nasprotnega dela črevesja, kar pa pomeni, da v bistvu uničuje peristaltiko, pa močno znižuje absorpcijo. In ti dejansko pol iz tega lahko to eskalira v 101 težavo. In dejansko, ko sem jaz čez noč spremenila prehrano, jaz sem predtem bila vegan, rešitev za ta SIBO je pa skoraj ketonska dieta. Tako da jaz sem dejansko morala življenje obrniti na glavo čez noč. Je pa dejansko vsaj moje črevesje se v roku že tako recimo 3 tednov močno resetiral, močno izboljšal. Tako da so mi potem dejansko v kombinaciji še s parimi strokovnjaki, vse zdravniki, začeli delati dejansko tudi na ščitnici. No. In 9 mesecev je trajalo, ampak jaz bom kar potrkala, smo uspeli dejansko vse nazaj postaviti. Bi pa rada povedala še eno stvar. Jaz sem takrat začela tudi s terapijami. Nekako tako se je v mojem življenju poklopilo, da ni bilo samo telesno tisto, kar je bilo treba rešiti, ampak tudi nekako ta psihični, čustven del. Kar težka leta zame, ampak dejansko so me pripeljala do tega, kjer sem danes in dejansko živim ful boljše življenje. Če bi meni kdo rekel takrat, da bo to možno iz vidika zdravja, fizičnih zmogljivosti, vsega, tudi mentalnega stanja, čustvene zrelosti, čustvene inteligence in tako naprej, mu verjetno ne bi verjela. No. Pa se ti zdi, da se beseda zdravje dojema kot odsotnost bolezni in premalo kot nekaj, na čemer moraš graditi vsak dan?
Vprašanje, koga bi vprašali. Recimo jaz danes, pa zadnjih, recimo, 3 do 5 let, jaz sem zelo privrženec oziroma pristaš tega, da moramo gledati in delati stvari na dolgi rok. Ker danes mi smo še relativno mladi, naša telesa bodo marsikaj prenesla. Jaz pa ne bi rada pri 60-ih bila recimo človek, ki si ne more več zavezati vezalk. Recimo jaz pri 60-ih ne bi rada bila nekdo, ki ne more na Šmarno goro, recimo. Nekdo, ki ne more za svojim vnukom, če jih bom kdaj imela, teč, recimo. Jaz vse gledam na dolgi rok, ne samo kot odsotnost trenutnih bolezenskih stanj in bolezni, ampak dejansko, kako lahko jaz s svojimi navadami, s svojim življenjskim stilom sebi omogočam res kakovostno starost in res neko kakovostno življenje na tej zemlji, ki mi je pač namenjeno. Je pa pač to stvar posameznika. Jaz mislim, da se to mora vsak zase odločiti. Enim je pa ful bolj pomembno, ali pa vsaj mislijo, da jim je pomembno, da zdaj recimo žurajo cele dneve ali pa ne vem, da ne hodijo v fitness, da ne gradijo mišične mase. In a veš, na koncu dneva je tudi tako, statistika je čudna stvar. Mogoče bojo pa eni, ki nič od tega danes ne delajo, preživeli vse nas, ki delamo na tem, veš, ne. Tako da vsak naj se tukaj za sebe odloča. Je pa res, da imamo na srečo znanost, da znanost daje neke usmeritve in jaz nekako sledim temu, kar naj bi podaljševali kakovost življenja. No, lepo. Mislim, omenila si že navade in me zanima, ko si ti začela z zdravo prehrano, zdravim slogom življenja, verjetno vse ti ni bilo tako jasno. A je bila kakšna navada, ki se je potem izkazala, da ni bila tako učinkovita? A veš kaj, dosti dolg časa je minil, ko sem se s tem sploh začela ukvarjati, ne? In jaz, ko sem na neki točki šla iz teh motenj prehranjevanja v neko bolj zdravo obdobje, dejansko jaz teh napak nisem imela. Jaz sem zelo hitro usvojila te neke osnove, zelo hitro sem se tudi prilagodila, nisem imela večjih težav. Bi se pa pri tem vprašanju nanesla naprej. Recimo, preden pa sem jaz razumela koncept te neke zdrave prehrane, športa in tako naprej, sem pa mogoče imela preveč obsesije s temi kalorijami, ampak to je bil tudi del tega mojega bolezenskega obdobja, tako da težko bi rekla, da je to bil del te zdrave prehrane. No. Edino, kar bi mogoče rekla, da sem podcenjevala, je spanje. Spanje. Ja. Temu mogoče res premalo pozornosti namenimo. Jaz sem sploh velik del svoje kariere delala koncerte in veliko sem bila po noč, po konc. Nisem imela tega nekega ritma, zelo čudne spalne navade sem imela, tako da če bi takrat vedela to, kar vem danes, bi se takrat verjetno probala malo drugače organizirati, pa mečkam bolj previdno bi nabirala te ure spanja, ki mi takrat niso bile niti malo pomembne, iskreno. Zdaj omenila si, da si imela neke težave s hrano, če imam prav motnje hranjenja. Kdaj je bilo to? Ja, jaz bi rekla, da sem jaz vrhunsko živela na svojem maturantskem večeru. Jaz sem na svojem maturantskem večeru imela, mislim, da 44 kil, če se prav spomnim. Tako da dajmo reči, da je to bila neka vrh tega mojega bolezenskega stanja. Tudi pol počas vem, da sem pol prvi letnik sem delala še v Sloveniji faksa, pol sem se pa odselila na Dunaj in dejansko s to odselitvijo na Dunaj so se tudi dejansko moje stvari do konca končale. No. Ampak takrat, koliko sem stara, 18 recimo? 18 let. Ja. Takrat si že bila obsedena štetjem kalorij. Ja, takrat sem bila globoko v breznu štetja kalorij in še kakšnih bolj neumnih čeprav štetje kalorij ni vedno neumna stvar, ampak sem imela zelo kreativne in predvsem neumno kreativne ideje, kako vzdrževati ta svoj zelo nezdrav slog takrat. Pa se ti zdi, da si iskala neko popolnost, si želela, ne vem, popolne postave? Iz kod se ti zdi, da je to izhajalo? Jaz sem večkrat razmišljala o tem, zato ker jaz recimo nisem iskala pozornosti. Jaz se spomnim tega obdobja, da sem odbijala vse možno. Jaz nisem nobenega hotela imeti v bližini. Veliko sem bežala v narekovajih v službo, v šolo. Takrat sem se pripravljala tudi na maturo. Veliko sem bežala, veliko sem iskala to neko samoto.
čeprav bi verjetno danes, ko pogledam, rešitev bila boljša, da bi iskala družbo, da bi iskala pogovor, da bi iskala to neko toplino. Jaz pozornosti nisem iskala. Zdaj, to, da sem se jaz počutila debelo, to je sigurno res, čeprav jaz nikoli nisem zares bila debela. Jaz sem največ v življenju imela približno 68 kg na slabih 170 cm. To po nobenem parametru ni debelost, veš. Sem pa se počutila ekstremno buckasto. Zdaj, da ne bom koga spravila v krivico, zato ker na koncu dneva si ti sam sebi največji sovražnik, ko sebe gledaš v ogledalo. In ko ti sebe vidiš v ogledalo, kanilski konj, tebi nobena racionalna beseda ne more spremeniti tega mišljenja. Mislim pa iskreno, da je to takrat bil moj način zadrževanja neke kontrole, nadzora, ker je dejansko vse v mojem življenju se razpadalo in je bila to edina stvar v mojem življenju, ki sem jaz lahko držala pod kontrolo. Pa se ti zdi, da so se kazale motnje hranjenja, ne vem, pred 10 leti drugače, kot se kažejo danes? Ker danes je prisotno že marsikaj, kar včasih ni bilo. Se ti zdi, da so tu kakšne razlike? Jaz osebno mislim, da so vzorci, kako priti do motenj prehranjevanja, pa tudi motnje prehranjevanja same, ostale dosta podobne. Mogoče recimo lahko dodamo kot motnjo to pretirano obsesijo z zdravim načinom življenja, ker tudi to namreč ni najbolj zdrava stvar na svetu. Potem pojavil se je ta body positivity, kateremu jaz osebno aplaudiram, ker mislim, da bi se ljudje morali počutiti srečne, zadovoljne, imeti sebe radi, ne glede na konfekcijsko številko. Ampak tudi tukaj je zelo tanka linija, kdaj dejansko začnemo podpirati ljudi, ki delajo samomor na dolge proge, in kdaj dejansko mi podpiramo ljudi, da se počutijo udobno v svojem telesu. Tako da jaz vsekakor zagovarjam to, da se počutimo dobro, da delamo na sebi. Mislim pa tudi, da ko pridemo do neke točke, ko začnemo dejansko ogrožati svoje zdravje oziroma ga potencialno lahko ogrozimo, da se je treba pa v tej ljubezni do sebe tudi tega zavedati in dejansko začeti obračati smer v neko bolj zdravo stanje oziroma zdaj stanje, ki nam ne bo povzročal dolgoročnih zdravstvenih posledic. In enako velja tudi za pretirano suhe. Je pa tako, veš, da je zelo težko soditi zdravje človeka po njegovem izgledu. Ti imaš ljudi, ki mogoče ne izgledajo toliko zdravi, na prvi pogled pa imajo velik odstotek mišične mase, lahko pretečejo veliko, imajo krvne izvide brez problema. To je zdaj zelo tanka linija, da jaz tukaj iz svojega stola nekaj sodim, ampak mislim pa, da so to v osnovi približno enake stvari, samo da so zdaj mogoče mlajše generacije temu še bolj izpostavljene. Ja, vsekakor tudi zaradi družbenih omrežij. A se ti zdijo mogoče, da so kakšni komentarji zdaj, ki bi lahko ogrozili ne vem, ženske oziroma mlade punce, ki se soočajo z motnjami hranjenja na družbenih omrežjih, recimo? Zdaj, težko rečem, jaz te izkušnje osebno nisem imela, recimo takrat ta družabna omrežja še niso bila toliko popularna. Vsaj niso bila toliko popularna v smislu postavljanja trendov, komentiranja in tako naprej. Mislim pa, da so najbolj nevarne stvari, kar se tem mladim puncam in tudi fantom lahko zgodijo, so pa pretirano poudarjanje povezave med vrednostjo in telesnim izgledom. Se mi zdi, da je to najbolj nevarno med vsem. Bom dala en primer, recimo, da bi jaz zdaj tebi rekla, kako si zdaj ful bolj zgledaš, ko si shujšala. Se mi zdi, da tudi to je veliko bolj nevarno, kot če ti jaz rečemo, ful imaš grdo frizuro ali neki. Ker pač lasje so stvar posameznika, vsak si lahko po svoje to nekako interpretira. Se mi zdi, da so najbolj nevarne te povezave, tako kot sem že rekla, ki nekako poudarjajo večjo vrednost glede na zunanji izgled, pa ni to povezano v bistvu samo s težo, ampak tukaj v tem kontekstu motenj prehranjevanja oziroma hranjenja, pa bi jaz rekla, da lahko kakšna taka izjava, tudi če se ti čisto zdrav posameznik začne vrteti neko stvar naprej. Je pa tako, da vse te motnje imajo
več komponent rabijo, da se zgodijo. Ni samo ena ta. Če ima ta otrok, ko bo dobil ta komentar, neko zdravo družino, neko zdravo ozadje, neke mehanizme, s katerimi prepozna čustva, jih zna uravnavati in tako naprej. Jaz mislim, da je bolj malo verjetno, da bo to razvil v neke ekstreme. Tako da to je mogoče so bolj vprašanja za kakšnega psihologa, ampak jaz osebno mislim, da so taki komentarji najbolj neprimerni. No. Ja, vsekakor. Kako pa misliš, da lahko starši pripomorejo, da naučijo svojega otroka zdravega odnosa do prehrane? Jaz mislim, da je prva stvar to, da se s hrano ne pogojuje, pa ne izsiljuje. To se pravi, da ne silimo otroka, če se odloči, da neki ne bi jedel ali pa da ne bo jedel, da ga ne silimo. Nikakor, da ga ne silimo, da mora do konca pojesti ta krožnik. Niti, da ga ne omejujemo na način, če boš to, boš dobil to. Če boš zdaj priden, bo potem kinder jajček. Jaz kot starš z vsemi svojimi izkušnjami iz preteklosti bi probala hrano postaviti v neko zelo nevtralno pozicijo, kjer je pač hrana del našega življenja vsak dan in bo do konca življenja. Tako da v bistvu ne bi delala z njo nobenih sistemov niti nagrajevanja, niti kaznovanja, niti pogojevanja. To je recimo neka osnova, ki bi jo jaz probala svojemu otroku prenesti. Druga stvar je pa to, da ga ne bi probala na noben način manipulirati telesno, ker se mi zdi, da s tem lahko pa spet sprožim neko kontrareakcijo, ki bo pol se spet morala reševati preko hrane. Je pa to verjetno bolj težko reči, kot narediti, jaz otrok nimam, tako da je pa to nekaj, kar bi definitivno bilo na listi prioritet mojih, če bi jih, oziroma ko jih bom enkrat imela. No, smo že pri prioritetah. Ja. To tudi večkrat sama poudarjaš. In meni se zdi, da veliko ljudi misli, da je zdrav življenjski slog zelo drag. Ampak a gre mogoče to le za postavljanje prioritet? Torej, kaj imaš ti kot prioriteto? Zdaj tako, zdrav življenjski slog ali pa tudi nezdrav življenjski slog sta lahko zelo draga. Ti se lahko odločiš, da hodiš na individualne treninge, lahko pa na internetu, na YouTubeu, recimo Pamela Reif, jaz jo ful rada spremljam na Instagramu, ima po moje 100 posnetkov na YouTubeu. Zdaj ne vem, koliko stane točno internet, ker ga plačujemo paketu, ampak če vzamemo, da 1 promil tega prenosa podatkov gre za YouTube in da si ga doma, če imaš 2 kvadratna metra, lahko pržgeš in pač ta trening, ko delaš, potem je to praktično brezplačno. Tudi v teži lahko dejansko uporabiš plastenke, za začetek pa potem gradiš naprej. Hoja je brezplačna. Kar se športa tiče, mislim, da so stvari lahko praktično brezplačne. Mičken več debate moramo imeti pol prehrani, ker pač hrana je vseeno vsak dan dražja. In sploh, če ti želiš jesti beljakovinsko bogato hrano, so ti izdelki ponavadi na dražjem temu spektru. Če vzamemo puste beljakovine, je pa tako, da tudi ne rabimo jesti mesa vsak dan. Lahko kakšen dan tudi beljakovine dobimo iz rastlinskih virov. Tako da jaz mislim, da se kjer je želja, tam je pot. Oziroma tam, kjer sta želja in volja, tam je vedno pot. Kjer pa želje in volje ni, tam so pa izgovori. To nekako je moj pogled na svet. In jaz sem tudi taka, da se zdaj razumemo, da pač jaz imam tudi stvari na to-do listi, ki me čakajo. Ampak nekako sta šport in hrana nekako sta na moji listi prioritet toliko visok, da tukaj se ne pogajamo. In tudi kar se mojega denarja tiče, kam ga prvo vlagam, jaz bom rajši doma, pa ne bom šla na dopust, ampak trenerja ne bom skenslala, recimo. Zdaj, je pa to stvar vsakega posameznika, kako si ljudje želijo živeti svoje življenje in kako lahko to umestijo v svoj življenjski slog. Ne morem jaz zdaj reči eni mami, ki ima 3 otroke, pa pridejo zmatrane iz službe, pa potem kuha doma kosilo, pa ne vem, se uči z otroci. Ja, ful ti je lahko, da si zdaj pržgeš še YouTube. Treba vsako situacijo mečkam postaviti v kontekst, pa mogoče za tako gospo, ko sem dala zdaj primer, probati najdeti v enem tednu 2-krat po 1 uro časa, da gre na sprehod, pa bomo že s tem naredili neko spremembo. Ker je pri vseh teh stvarih se mi zdi, da to, da če hočemo neki na silo, pa neki čez noč dejansko nastopa na koncu
oddaljuje od cilja, kot nas približa k cilju. Se mi zdi, da se vsak mora iz svoje situacije vprašati, kaj lahko danes dodam, pa dejansko vzdržujem na dolgi rok. Ker na koncu je ta komponenta, lahko nekaj vzdržujemo na dolgi rok, veliko bolj pomembna. In tudi boljše rezultate bo dala kot karkoli drugega. In če mi zdaj lahko vzdržujemo na dolgi rok ta 2 sprehoda v tednu dni, trenutno, potem je to definitivno najboljša stvar, ki jo lahko naredimo. Če pa si mi želimo potem neke druge cilje, pa če bomo mogli majčkeno prilagoditi svoje življenje, da bomo lahko delali stvari, ki nas bodo do teh ciljev pripeljala. Mogoče to izhaja iz tega, da si veliko ljudi želi biti popolnih, še preden začnejo skrbeti zase. Ja, ful čuden koncept drugače. Ne, da je, ampak meni se zdi, da je to zelo pogosto. Jaz mislim pa, da je stvar v tem, da oni mislijo, da se bojo potem, ko bodo neke stvari naredili, lahko imeli radi, ampak dejansko je trik v tem, da se ti moraš naučiti imeti sam sebe rad in si dopovedati, da si te stvari zaslužiš danes, čeprav mogoče ti telesno, mentalno, zdravstveno in vse ostalo še nisi tam, kjer bi si želel biti. Danes na naše odločitve, kako dojemamo sebe, ne vplivamo samo mi, ampak tudi svet okoli nas. In že prej smo omenili malo družbena omrežja. In se mi zdi, da ravno iz družbenih omrežij, zaradi vseh filtrov, raznih aplikacij, preko katerih se lahko popravimo, izhaja ravno to, da si želimo biti lepi navzven, navznoter pa mogoče ni tako. Zakaj se ti zdi, da je prišlo do tega in kako se temu izognati? Jaz mislim, da v zadnjih letih je trend dela na sebi zelo zrastel. Mislim pa, da se tukaj tudi ljudje delijo, ne samo na družabnih omrežjih, ampak tudi v realnem svetu. Bom dala primer, so ljudje, ki bojo stisnili zadnje cente, da bojo dobili leasing za tega BMW-ja. Vse doma se jim pa razpada. Imaš pa ljudi, ki bodo se vozili s kolesom, čeprav si lahko privoščijo avto, ker bodo svoja sredstva vlagali v neke druge stvari. Jaz mislim, da je tukaj zgolj spet, da se vračamo nazaj na prioritete. A je te prioriteta, da ti izgledaš super na ven, a je te prioriteta, da ti dejansko operiraš iz neke zdrave čustvene podlage, da ti imaš te neke tople, zdrave, mirne odnose. Je pa tako, da vsak človek rab čas. Jaz tudi nisem tega vedela 10 let nazaj, pa sem danes mogoče drugačna, pa danes znam drugače obrniti stvari. Mogoče so tukaj bolj do tega dovzetni mladi, ki dejansko potem to neko umetno realnost percepirajo kot resnico, niso pa sposobni tukaj narediti ločnice. Ne vem, mogoče... ja. Se mi zdi, da tukaj nista 2 pola, ampak da dejansko smo si ljudje različni. In imaš tudi ljudi, ki jim je pomembno vse, ki bojo imeli vse stvari pošlihtane, pol bojo pa naredili še 2 lepotne operacije, zato ker oni tako čutijo, da si to želijo, recimo. Tako da... Jaz mislim, da smo si ljudje različni in enim je pač pomembno, da živijo v miru, v zdravih odnosih, da delajo na sebi, tako in drugače. Enim je bolj pomembno, da imajo brendirane stvari, da izgledajo lepo, da uporabijo vse te aplikacije. Imaš pa ljudi, ki jim je pomembno oboje. Pač pa bojo vse naredili na eni strani prav, pa še povlekali en filter česa, veš. Tako da, kaj pa vem, no. Mene to iskreno ne moti. Moti me to, da ljudje nimajo meje. Pa da potem jaz te FaceApp aplikacije recimo nimam, ampak prepoznam pa, kaj jo vidim. In je tako, ljudje bi bili čisto normalni, če bi ostali na številki 1. Bolj me zmoti to, da oni grejo do številke 6, pa pol več niso podobni niti sami sebi, recimo. Ali so pa že vsi isti. Ali so pa že vsi isti. In bolj me moti to, kakšno sporočilo dajemo mlajši generaciji. No, evo, to pa mene isto moti, no. Tako da... V bistvu sem te želela vprašati, kako se pa ti soočaš s temi družbenimi omrežji in vsemi ideali, ker mlajše generacije spremljajo, vidijo neke ideale, želijo temu slediti. Kako se mogoče ti kot odrasla oseba s tem soočaš? Kaj pa vem, jaz bi rekla, da precej dober. Edino, kar recimo je v meni ostalo, je en ta moment vsem teh pa nemoten prehranjevanje v smislu, da bi jaz še vedno želela v neke ekstreme ali pa da bi jaz imela še vedno neka obnašanja, ki bi bila slaba zame.
Ampak meni se zdi, da ne vem, če si upam, to pa bom probala samo zato, da se bomo razumeli. Primerjavo narediti, recimo, če bi jaz bila alkoholik, pač nisem bila, ampak sem imela težave s hrano, kar je približno sorodna, ne bom rekla podobna, sorodna nekako obsesija. In verjeten človek, ki se je rešil alkohola, mora biti vedno nekako pozoren do alkohola. Vsaj tako si jaz predstavljam. Jaz recimo pred sebi vidim, da se mi dogaja to, da jaz zadnje 2 leti delam na tem, da bi imela več mišične mase, trudim se, več treniram, več uteži dvigujem in načeloma sem ful zadovoljna z napredkom, se pa ustrašim. Ker vidim, da hlač ne morem več zapeti. Tako en del mene je ostal, en del te ranjene punčke očitno še vedno živi v meni in pol se moram kar pogovoriti z njo, se usest, ji povedati, še enkrat razložiti, mislim, jaz govorim sama sabo, da se razumemo. Ampak imam ta moment, ki me dejansko tako malo zagrab. Vidim kakšno punco, ki mi je ful všeč, pa si mislim, wow, jaz bi tudi nekaj takšnega, ampak moja vizija, moja strategija, moji cilji, moje želje so čisto v drugo smer obrnjeni. Pa verjetno se mi to niti ne bi dogajalo zaradi družabnih omrežij, mislim, da se mi to dogaja zaradi moje preteklosti, pa mogoče enega promila vseb, ki ga še nisem do konca pozdravila ali pa vzljubila, ne vem, to sta zdaj 2 plati zgodbe. Zdaj spremljaš kaj trende v zdravi prehrani na družbenih omrežjih, recimo. Me v bistvu zanima, kako veš, da nekaj počneš zase, pa ker si to želiš in ne zato, ker to narekuje samo trend. Dobro vprašanje. Jaz mislim, oziroma vsaj jaz funkcioniram, moj modus operandi je tak, da jaz se ne sprašujem kaj dosti samo sebe, kaj meni paše, kaj meni ne paše. Jaz sem človek discipline in se mi zdi, da tudi ta disciplina mi potem daje svobodo, zato ker delam 80% časa prav, potem lahko v njih 20% časa delam dobesedno, kar mi srce poželi, pa ne bom niti napredka uničila, niti nič. In na ta način lahko dejansko balansiram to, kar je treba narediti, da bom na dolgi rok dober in to, kar si jaz dejansko želim, zato ker, ne vem, bi rada šla s prijatelji ven na žurko ali pa ne vem, nekam na večerjo ali kakorkoli. Jaz nisem oseba, ki funkcionira iz tega, kaj si jaz želim, ampak bolj špartansko jaz funkcioniram iz tega, kaj je treba narediti. In znanost je precej enotna, kar se tiče zdravega življenjskega sloga in to je mišična masa, zaradi tega, ker nam z leti upada in ti dejansko s tem, ko delaš na mišični masi, lahko ne upočasnjuješ, ampak dejansko pariraš upadu, s tem, ker ti gradiš novo mišično maso, dejansko sebi vzdržuješ mišično maso. In to je prva postavka znanosti, ki jo dejansko vsi zagovarjajo, trendi gor, trendi dol, to bo ostalo, to je dokazano. Drugo imamo potem beljakovine, vlaknine, ki tudi, mislim, mi gremo 6 trendov, to bo ostalo. Vse ostalo je pa tako, da mislim, da nima smisla slediti trendom, ampak dejansko personalizirati glede na svoje cilje, želje in pač potrebe. Jaz se recimo veliko ukvarjam s športom, ful neumno bi bilo, da jaz zdaj vsem govorim, ne nujno morate piti magnezij. Pač mogoče pa ni nujno. Tudi recimo vitamin D, ki se ga vsem na tej zemeljski ožini širini priporoča, vsaj v zimskem času, jaz ga recimo dodajam celo leto. Ampak to zato, ker grem vsako leto enkrat ali pa 2krat testirati in jaz vem, kje so moje vrednosti, jaz vem, kje bi rada imela te vrednosti in dejansko to paše v moj življenjski stil. Se mi zdi, da je najslabša stvar teh trendov ne to, da niso vsi dobri, ampak to, da niso vsi dobri za vse. Ja. Mogoče, ker ne preverijo recimo svoje krvne slike in podobno in v bistvu sploh ne vejo, česa jim primanjkuje. Lahko da nekomu primanjkuje B12 ali pa ne vem, vitamina C, on pa jemlje samo vitamin D, čeprav ga ima recimo v redu. Se mi zdi, da se hitro potem znajdeš v nekem začaranem krogu, če samo slediš trendom. Mislim, ta koncept zame ni nikoli bil zanimiv, zato ker pač jutri bo prišel nov trend, kaj boš pol?
Mislim, da treba sediti na nekim stvarem, ki so vsaj do neke mere dokazane, da mi vemo, da gremo v pravo smer, pa da bomo na ta cilj dejansko prišli na neki točki. Po drugi strani pa treba tudi razumeti, od koga prejemamo te informacije in koliko je ta oseba kredibilna. In pa potem še tretja stvar, koliko je dejansko, tudi če je ta oseba kredibilna in če deli kredibilne informacije, a je to sploh se da aplicirati na naše življenje in naše stanje v tem trenutku. Tako da tukaj se mi zdi, da je ful več pogledov na to, kot samo skakanje na trendane. Ja, no, zdaj se bova počasi še k tvojim receptom in tvoji prehrani obrnili. Še prej pa, no, ko sva glih družbena omrežja omenjali, tebe spremlja res ogromno ljudi, med njimi tudi kak znan. Vem, da sta prijateljice z Jeleno Rozgo, to si že tudi omenila. A ona tudi kuha po tvojih receptih? Ja, kuha, ja. Tudi kuha, ja. No, evo, to me je zanimalo. Ona bolj mal sama za sebe kuha, ampak kuha. Ma pa zelo rada in zelo specifično naroči, kaj bi rada jedla, ker sem jaz tam. Aha, in potem tudi ti vse pripraviš. Zelo rada. Ma pa ona tudi hormonske težave, tako da so dejansko moji recepti idealni zanjo. Ja. Ker s prehrano tudi hormone lahko zelo dobro uravnaš, verjetno. Zdaj ne bi to posploševala nikakor, preveč obširna tematika, veliko bi mogla podlage narediti, da bi to lahko rekla, ampak dejansko se da pomagati. Dejansko se da pomagati, umiliti stanja, pomagati telesu, da lažje hendla take stvari, recimo. Evo, to bo mogoče najboljši izraz. Tako da ona uživa, plus tega, da ona isto ne je laktoze in glutena. Tako da midva sva, kar se tega tiče, kar popoln par. No, super. Zdaj me pa zanima, kako izgleda tvoj idealen krožnik? Ta krožnik je praktično skozi enak in jaz vedno ljudem rečem, da naj se prvo vprašajo, kaj bo vir beljakovin. To je prva stvar. In recimo, da so se zdaj odločile, da bo ta vir beljakovin piščanc danes. Pol pogledamo, kjer del piščanca smo vzeli pusto meso, smo vzeli tistega, kaj je bolj mastno, da približno vemo, kako potem lahko naprej sestavimo krožnik. Druga stvar je barva, bom kar posplošila, ampak v osnovi vlaknina, zelenjava in tako naprej. Ko se odločiš, kaj bo vir beljakovin in kaj bo vir vlaknin oziroma barve, kakorkoli obrnemo, potem dejansko ti ostane, jaz bom temu rekla, gušt. Lahko dodaš še nekaj, kar si tvoje srce ta trenutek zaželi. Zdaj je to krompir, ali je to riž, ali je to, jaz ne vem kaj, nek hidrat, oziroma pač nekaj, lahko je to kos kruha, ki ti paše zraven, v glavnem nekaj, kar te razveseli, lahko je to neka omaka, lahko je nekaj, kar bo tebi ta obrok naredil vesel, mislim, ne znam drugače povedati, slasten in tako naprej. To bi rekla, da je neka osnova za uravnotežen obrok. In seveda, če smo vzeli pust vir beljakovin in če smo vzeli potem kot tretjo opcijo nek vir hidratov, potem seveda treba dodati še majčkeno maščobe in to je to dejansko. Zelo matematika je drugače zelo preprosta. Ja, verjetno to vsi vemo, ampak včasih je težko. Ampak kako je pa glede razmerja? Zdaj si omenila beljakovine, vlaknine, hidrate. Kako je z razmerjem pri krožniku? Zdaj tako, vsak ima neko svoje idealno razmerje. Jaz vedno, tudi ko imam kakšno predavanje, jaz vedno pravim, če trenirate kot pogačar, potem morate tudi jesti kot pogačar. Če pa je ta oseba, bom povedala za sebe, jaz večino dneva sedim, zdaj ali za računalnikom, ali ne vem, v najboljšem primeru stojim zraven pulta, ker kuham. Potem pa naredim en trening. In jaz nisem profesionalen športnik, jaz treniram 2-krat na teden v teži, potem malo reformerja, malo hriba, malo tako naprej. To ne paše v noben ekstrem. Zdaj jaz ne rabim jaz ne rabim imeti obrokov pred treningov, nekih močnih, specializiranih, ker se tako močno pač ne ukvarjam s športom. In večina ljudi z mojim življenjskim stilom bi se morala primarno fokusirati na zadosten vnos beljakovin, vlaknin in šele na to potem dodati nekaj hidrata, ker bo to dejansko najbolj blagodejno vplivalo na njihovo energijo, ta bo ostala stabilna čez cel dan, kar jim bo omogočalo, da dejansko svojo glavo in svojo energijo porabljajo bolj učinkovito.
Ja. Če pa bi jaz recimo se pripravljala na nek večji vzpon ali pa, kot sem že prej rekla, trenirala kot Pogačar, pa ta celotna teorija pade v vodo. Potem pa treba jesti tako, kot je Tadej. Tudi recimo, če bi jaz delala v skladišču, pa bi se veliko več gibala, recimo jaz sem prijateljco, ki naredi v službi 15,000 korakov, to so že vse situacije, kjer je treba hrano prilagajati in ta moja za mene dobra formula pade v vodo. Tako da jaz bi tukaj apelirala na ljudi, da si dejansko v sklopu teh nekih osnov, za katere vemo, da so smernica, to izbalansirajo oziroma pač naredijo tako, da bo njim pasal, glede na njihov življenjski stil. Tudi recimo, če so neke nosečke v igri, ne moramo se mi pogovarjati več o tem. Če so mame, ki dojijo v igri, ne moramo se mi več o tem pogovarjati. Tako da tukaj se pravimo, osnove so zelo jasne. In tudi mi vsi poudarjamo močno beljakovine, vlaknine, predvsem zato, ker sta to dve stvari, ki jih večina ljudi vnese premalo. In potem, če ti 100-krat poveš beljakovine, vlaknine, potem ljudje sami začnejo razmišljati, okay, kako zdaj lahko dodam malo več beljakovin, malo več vlaknin. Še nikoli jaz nisem imela težave, da bi ljudje pojedli premalo krompirja, recimo. A veš, kaj ti hočem povedati? Tako da, ali pa ne vem, premalo kruha, premalo riža. Ljudi načeloma ni treba spodbujati k temu, da pojejo več ogljikovih hidratov. Zato pa tudi maščob ponavadi ljudje pojejo preveč. Tako da zato mi vsi se dobesedno deremo povsod beljakovine, vlaknine. Ja, dober point. Predvsem zato, ker jih večina ljudi zaužije premalo. Kako pa bi nekomu, ki se recimo ne spozna na prehrano, na hranilne vrednosti in podobno, kako bi nekomu razložila, kaj so beljakovine, kaj so vlaknine, zakaj je dobro, da jih jejo, tako res osnovno po domače. Da mogoče koga navdihneva zdaj na tem podcastu, da bo večji poudarek tudi na tem. Bom probala ful na hiter. Zdaj beljakovine so sestavljene iz aminokislin. In aminokisline so gradniki čisto vsake naše celice v telesu. Ena ful dobra stvar je tudi to, da beljakovina skupaj z vlaknino in maščobo deluje kot plašček čez ogljikov hidrat, kar upočasnjuje prehod sladkorjev v kri, oziroma če povem po domače, dalj časa bomo siti. Beljakovine so zelo pomembne, ne samo zato, ker so gradniki vsake naše celice, ampak tudi zato, ker v bistvu dejansko se zelo dobre so za tiste, ki ne bi radi bili lačni čez 5 minut. Bom zelo po domače povedala. Vlaknine so ravno tako kot beljakovine zelo pomembne za občutek sitosti. Poleg tega so pa zelo pomembne za črevesje. Kako se črevesje giba, kako se črevesne bakterije lahko hranijo in tako naprej. Tako da to sta zelo pomembni komponenti v prehrani. Prva je dejansko vključena povsod, druga je vključena, mislim pa v končni fazi tudi povsod, zato ker če spet gremo pogledati, zakaj vse črevesje odgovorno. To so dejansko zelo pomembne stvari. So pa tudi ogljikovi hidrati ful pomembni. Brez ogljikovi hidratov, to je vir energije, telesu najljubši vir energije. So pa tudi maščobe ful pomembne, sploh omega-3. Tako da dejansko superiorno je jesti vsega v zadostnih količinah. Evo, tako bom rekla. Ja, res je. Zdaj veliko poudarka devamo oziroma se trudimo devati na makrohranila. Ampak pri kakšnih vitaminih oziroma mikrohranilih se pa že za marsikoga ustavi. Se ti zdi, da so enako pomembni oziroma da bi mogli dati večji poudarek na to in mogoče, če imaš kakšen nasvet, na kak način čim več teh mikrohranil dozirati v svoje obroke? Zdaj, zakaj, bom najprej pojasnila, zakaj ni toliko poudarka na mikrohranilih, ampak je na makrohranilih. Prvo zato, ker ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe mi zelo enostavno stehtamo in opredelimo v gramih, recimo. Sploh jaz za vsak svoj recept napišem, ta recept ima toliko pa toliko beljakovin, toliko pa toliko ogljikov hidratov, toliko pa toliko maščob, recimo. In zdaj načeloma je tako, če ti ješ uravnoteženo prehrano, raznoliko prehrano, ti bi mogel, zdravo telo bi veliko večino mikrohranil mogel dobiti čez makrohranila v bistvu, če po domače povem. Če ti ješ dovolj ogljikovih hidratov, zdravih maščob, beljakovin,
v dovolj raznolikem razmerju, potem bi ti načeloma mogel dobiti zadost mikrohranil. Zaradi tega, ker mikrohranila, če smo se prej pogovarjali o gramih, tukaj so doze veliko manjše. No, zdaj pa tako. Obstajajo seveda izjeme, tako kot so se že prej dotaknili. Večina ljudi na tem območju Zemlje ima pomanjkanje vitamina D vsaj v zimskih mesecih. To je skoraj dejstvo. Potem recimo veliko žensk v rodni dobi ima težave z železom, zato ker imajo, recimo, ga to izgubijo med menstruacijo, pa je treba potem dati poudarek na to. Veliko veganov ima težave z vitaminom B12 recimo. Obstajajo skupine ljudi, ki morajo potem tem stvarem dajati dodaten poudarek, ampak je pa tako, da bi se pa zdaj specifično mogel vsak posameznik ukvarjati s temi mikrohranili, je pa bolj ne kakor ja. Okay. Razen teh nekih osnov, pametno je dodajati vitamin D, kot sem že rekla, pametno ga je tudi testirati, pametno je dodajati omega-3, čeprav omega-3 ne paše v mikrohranila, ampak vse je pametno dodajati. Pa pametno je dodajati, vsaj za tiste, ki se več ukvarjajo s športom, magnezij. Okay. In tukaj se zdaj ta neka osnova skoraj konča. Okay, zdaj, če zbolimo, je pametno dodati še malo cinka, pa vitamina C, absolutno. Ampak da bi pa jaz zdaj rekla, vi pa morate vsi zdaj jesti to, pa to. Ne, če imate vi predpogoj kljukco, to se pravi uravnoteženi obroki, raznoliki obroki, potem je to pomanjkanje vitaminov malo verjetno. Razen, če gremo zdaj spet nazaj, nosečnice, vegani, ženske v rodni dobi in tako naprej. Ampak niso vse ženske v rodni dobi. Treba to, mikrohranila so dosti bolj personalizirana od makrohranil. Tako da zato bi jaz rekla, da se pač dejansko tukaj, medtem ko makrohranila dejansko vsi rabimo in jih moramo jesti in pač so esencialna, vsaj beljakovine pa maščobe so esencialne. Mikrohranila dobimo preko glavnih obrokov, potem so pa vse ostalo nianse, ki so pač, se jih ne moramo pospeševati. Jih prilagodiš verjetno. Ja. Zdaj, verjetno se veliko ljudi strinja z tabo, vse, kar govoriš o zdravi prehrani, ampak potem se pojavi pa tisti en stavek, ki si ga verjetno že tudi ti kdaj izrekla, jaz tudi že velikrat in mislim, da še marsikdo, in sicer nimam časa. Ta je najpogostejši. Ne glede na starost, se mi zdi, da je vedno prisoten in vedno bo verjetno. Ampak a se ti zdi, da gre tukaj res za pomanjkanje časa ali gre za organizacijo? Jaz mislim, da čas je samo izgovor za večino ljudi. Jaz mislim, da tam, kjer sta volja in pot, tam, kjer sta želja in volja, se vedno najde pot. Zdaj, zakaj ljudje nimajo volje in želje, je pa treba vprašati njih. Jaz recimo imam 2 knjigice, 5-minutni slani obroki in 5-minutni sladki obroki. To se pravi, da jaz lahko dejansko šahmatiram vsaj, kar se prehrane tiče. Večina teh nimam časa, ker 5 minut časa pa ima vsak. To je hitrej praktično, kakor poklikati volt ali pa hitrej, kakor karkoli drugega narediti. Je pa tako, da mi ljudje smo v osnovi leni, vsaj jaz bi tako rekla. In mi ljudje smo, ne reče se kar tako navada je železna srajca. Jaz mislim, da tukaj ni problem časovna komponenta, ampak naš odpor do spremembe. Ker ti, ko enkrat se odločiš, ok, zdaj bom pa začel bolj uravnoteženo jesti, to za sabo prinese spremembo. In bom dala en primer, recimo jaz sem zdaj doma, imam moža pa 2 otroka, jaz uvedem zdaj v našo družinsko dinamiko to neko spremembo. Pismo bo prišel mož domov, ne bo lazanja, on je to navajen jesti, bo videl tam neko veliko bolj uravnoteženo večerjo. Pismo, jaz ne vem, če bo on najbolj srečen na svetu. A bo ta otroka srečna, ko jim bomo vzela sladkarijo, ker sta, ne vem, po ta novem sistemu zdaj dovoljena, ne vem, 2-krat na teden čokolada, je najbrž ne. In težko je že samega sebe, pa ne bom rekla kontrolirati, ampak usmerjati v neke nove poti, na neke nove cilje, ki si pa ti enkrat del dinamike, ki je treba zarotirati celo dinamiko, jaz pa mislim, da to ful težje. In jaz mislim, da ta komponenta časa ni toliko vezana na to, nimam časa zdaj skuhati ali pa stehtati, ali pa ne vem obrniti. Bolj je problem to, da nimaš časa
celega kroga obrniti. Ja. Ker ko se ti danes odločiš, ok, jaz bom pa jutri delal, čeprav so moji recepti 5-minutni, ti moraš vzeti knjižico, ti moraš iti v trgovino in iskati izdelke po nekih drugih oddelkih, ki si jih zdaj navajen delati. Ti moraš se navaditi nekih okusov, ki jih prej nisi bil navajen mogoče. Ti moraš dejansko spremeniti svojo navado. Če želiš nekaj obrniti v svojem življenju. In jaz mislim, da tukaj ni problem toliko časovna komponenta, kot je ta uvedba nove navade oziroma sprememba stare. In isto je s športom. Jaz mislim, da ni problem, da večina ljudi nima časa za ukvarjanje s športom. Jaz mislim, da večina ljudi pač ima neko svojo navado, ima neko svoje stanje udobja. In če bi želeli ven iz tega stanja udobja, bi jim najprej morali pregrizniti to stanje neudobja. Tako da jaz osebno v to časovno stisko v 99,9% primerov ne verjamem. Okay. Obstajajo ljudje, obstajajo situacije, ko res ni možno. Ampak teh je zelo malo in tudi taki ljudje ponavadi, ko te situacije minejo, delajo nazaj tako, kot so delali prej, ali pa tako, kot so imeli plan delati prej, pa niso mogli zaradi tega neke omejitve časovne. Tako da to. V redu. Zdaj poletje in sploh pred poletjem se mi zdi, da so diete zelo popularne in hitro izgubljanje kilogramov in tako naprej. Ampak vemo, da diete niso vedno najboljša rešitev, ker ni celotne slike tukaj, ni prilagojeno vsakemu posamezniku, če govorimo o VLCHF dieti in podobno. Zdaj, zakaj so te hitre diete, sploh pred dopusti, še vedno tako zelo popularne, čeprav marsikdo ve, da se znajdeš v nekem takem krogu, ko si mogoče potem spet enkrat na začetku, kjer si začel. Jaz mislim, da bi si ti morala poklicati enega psihologa, pa ga tako dejansko nekoga s tem znanjem, ker jaz sem zdaj spet iz svoje perspektive povedala. Ja, vse tvojo perspektivo želimo. Vem, ampak tako pač so pa moje spet, jaz pač mislim, da mi ljudje, mi imamo ful radi hitre rešitve. Mi imamo ful radi dejstvo, da smo 9 mesecev delali na robe neki, ali pa 10 let, zdaj bomo pa mi to neki rešili v 14 dneh, 3 tednih. V enem tednu, če se da še rajša. In ful je lažji zdržati nekako teh 14 dni, kakor prej 9 mesecev, ali 12 mesecev, kakorkoli 10, preden gremo na dopust. Nekako se pa ne zavedamo, da če smo mi pač leta ali pa mesece, karkoli hočeš časovno, da definiramo, nekaj delali, da potem ven iz tega stanja ne moremo priti čez noč. To je pač fizično nemogoče. In mi lahko v končni fazi zarežemo teh par kil pred plažo, ampak ponavadi ni problem par kil. In takih pol nazaj dobimo med dopustom in potem se spet vrtimo nazaj v istem ciklu. Je pa to nekako narava vsaj določenega odstotka ljudi. Jaz sem veliko delala v oglaševanju in praktično celo kariero sem imela v oglaševanju pa v teh koncertih in ne bi verjela, na koliko neumne stvari ljudje klikajo in v kaj oni verjamejo. In potem dejansko ti probaš narediti nekaj, kar je bolj pravilno, pa kar je bolj za njih na dolgi rok, pa kar bo dejansko na dolgi rok prinesel spremembo, ampak njim to ne paše. Oni bi tableto, ki jo bojo pojedli zvečer, da bojo hujšali po noč. A veš? In to je pač ta neka skupina ljudi, ki očitno ta tril, kako se to reče po slovensko, to neko vzburjenje rabijo vsak let pred dopustom in oni, dokler se v svoji glavi ne bojo odločili, ok, to tako več ne gre. Letos bi pa jaz začela septembra, pa bi rada bila do naslednjega julija res fit, pa tako, kot jaz hočem zgledati. Pač njim je očitno boljš, da se maja vprašajo, ok, zdaj bom na neki dieti, zjutraj en toast pa 2 kivi ali neki, ne vem. Tako da, po moje, da je bolj to psihologija. Da je dejansko, so neki ljudje bolj dovzetni za to, ker dejansko, če ti hočeš vzdrževati to neko
fit telo skozi celo leto, pa moraš tudi celo leto delati. Če ti hočeš vzdrževati kondicijo celo leto, ti moraš celo leto trenirati. Ne moreš ti iti teči 3 pa pol teči maraton. Mislim, mogoče lahko sam najbrž ni najbolj genialna ideja, ki si jo lahko zmisliš zase. In načeloma, jaz mislim, da nobena stvar vredna imetja ali pa vredna neke želje ne pride na lahek način. In tudi vse te diete so po mojem mnenju pač zgolj metanje peska v oči in neke kratkotrajne rešitve, ki v najboljšem primeru te pripeljejo nazaj na začetno stanje, v večini primerov pa še v slabše stanje, kot je bilo prej, preden si ti s tem začel. Zdaj sem se spomnila, ko si omenila tableto, sem se spomnila, zdaj so ful popularne razna zdravila za hujšanje. Seveda vemo, da ko zdravnik to predpiše, je verjetno z razlogom, ampak popularno je tudi to, da to ni več samo preko zdravnikov. In me zanima tvoj pogled na to. Recimo, da to jemlje neka mlada punca, ki mogoče nima toliko odvečnih kilogramov. Mislim, zdaj, kar se tiče vseh teh injekcij in tako naprej, moj pogled je zelo pragmatičen. Odkrili smo zdravilo, ki deluje in debelost sama po sebi prinese veliko bolezenskih stanj, ki so bolj nevarna od debelosti same. In če mi lahko te neke ljudi, da je to edini način, da jih dejansko shujšamo, da zaradi tega oni nimajo več niso zdravstveno ogroženi. Niso zdravstveno, to je, hvala, da si poslušila, preden bi jaz to vse. Da niso več zdravstveno ogroženi, tukaj se pogovarjamo o krvnem tlaku, o sladkorni bolezni tipa 2. To pride toliko enih pridruženih bolezni, da dejansko je ful bolj zdravo in mi smo dejansko ugotovili, da te tablete v narekovajih, seveda pač, ker so v injekcijah in to delujejo. Jaz to lahko in na tej točki samo pozdravim. Je pa tako, da je pač kljub temu treba vsem začeti živeti zdrav življenjski stil oziroma spremeniti življenjski stil, ker če ti, ko uporabljaš te tablete, dajmo jih tako klicati, ko ti uporabljaš te tablete, če ti ne začneš dvigovati uteži, boš boš ob tem, ko boš zgubljal to maso, zgubljal tudi mišično maso. In potem, ko boš ti enkrat šel dol iz teh tablet, kaj se bo zgodilo? Ti boš v slabšem stanju, kot si bil prej, ker tebi je ostala maščoba, mišične mase imaš manj, življenjskega stila pa nisi prilagodil, to se pravi, da se ti lahko samo vrneš nazaj in to je to. To je lahko samo pomoč, to ne more biti glavni vir spremembe. A veš, kaj hočem povedati? Ful dobro si povedala, Lahko je to kot pomagalo, absolutno je ful lažji hujšati, ko ti nimaš tega food noisa več v glavi. Ful je lažji hujšati, ko ti nimaš več lakote prisotne ves čas. Ampak to ni the easy way out, kot si ljudje predstavljajo. To je samo nek veter v hrbet, ko te bo malo porinil, da ti dejansko začneš voziti to kolo v neko bolj zdravo smer. To, da pa to ljudje izkoriščajo, se mi zdi pa absurdno. Sploh pa, da to izkoriščajo mlade punce, se mi zdi pa še bolj absurdno. Tako bi pa za ušes vlekla v telovadnico, presežem. To pa tukaj pa nimam. Se strinjam. Nimam te neke. Eno so bolezenska stanja. Tako. In zdaj, če je nekdo sebe pripeljal, bom dala en čist banalen primer, do 200 kil, mislim, kako bomo mi zdaj njemu? Ti prvo tanskega človeka v fitness niti dati ne moreš. On bi mogoče danes še imel željo, da se začne gibati, model z 200 kilami ne more nikamor. Zdaj, a bomo mi človeka, ki je prišel do te točke v življenju, pustili samega, ali bomo probali, da nekako pride nazaj na pot? Pa ne rabaš niti imeti 200 kil. Ampak je pa treba tega človeka pol tudi usmeriti, srce, moraš začeti graditi mišično maso, ker če ne, ti bo pojedel praktično vse mišice, moraš se začeti zdraviti zdravo, ker če ne, kad ti bomo začeli zmanjševati dozo ali pa kad te bomo hoteli enkrat eventualno dati dol iz tega, boš ti prišel nazaj. Mi ne moramo te popraviti, tukaj moraš obiskovati terapeuta, začni reševati težave, zakaj so se ta prenajedanja sploh dogajala.
jaz mislim, da to treba začeti gledati kot celoten koncept zdravljenja, ne pa kot neko hitro rešitev. Tem mladim pa pač nimam tolerance. No. Meni je ful žal. Mislim, pogovarjamo se o zdravih mladih, to si rekla. Ja, mislim, to so na družbenih omrežjih. Da ne bo kdo narobe razumel, ja, ampak zadnji 3 kile se hujša v kuhinji. Zadnje 3 kile se rešuje v kuhinji, ne s tem, da se špikaš. Tukaj pa nimam tolerance. No. No, to sem te zato vprašala, ker se mi zdi, da se o tem mogoče res veliko govori. Zdaj, ampak jaz pač ne bi. Ne, meni se zdi prav, ker je tega ful ogromno je zdaj in v bistvu sploh ni neke slike, kaj je prav pa kaj je narobe, ker vidiš zvezdnike s hujšu, tok pa tok, jaz bi recimo enako, a ne. In se potem v bistvu ne veš, kaj je prav in kaj ne. In ta zdravila so res namenjena ljudem, ki imajo težave. Mi nimamo dolgoletnih študij. Mi se moramo zavedati, da mi ne vemo, kaj bo na dolgi rok, kaj bodo na dolgi rok taka zdravljenja prinesla. In tudi dejansko ljudje, ki jih vzemajo zato, ker je to najboljše v trenutnem stanju. Igrati se s takimi stvarmi je pa, ne vem, kakor da bi ti jaz rekla, da danes grem pa na podcast, bom za zabavo, malo potegal na, ne vem, kako se reče tem drogam, ki te pač poživijo, ampak recimo, potem si ti v bistvu rekreativno, v moji glavi ti rekreativno zlorabljaš neko substanco. Res je. Zdaj pač spet vsak naj se zase odloča, jaz sigurno se nam policaja igrala, ampak tako, kot sem rekla, pač jaz, če bi videla tako punco, pač jaz bi rekla srce drago, če hočeš tukaj nekaj spremeniti, tamle imaš fitness, zmanjši vnos kalorij, zgub te zadnje 3 kile, če te motijo pač na zdrav način, pač boš 14 dni malo lačna, jaz ti ne morem pomagati drugače. Tako, no, daber, direktno ampak daber. Ok, zdaj mislim, nima samo na zdrav slog življenja in nasploh na izgubljanje kilogramov, samo prehrana in športa, ne. Ima tudi okolica, s kakšnimi ljudmi si obkrožen. Se ti zdi, da mogoče temu premalo poudarka damo? Jaz predvsem mislim iz svoje izkušnje, da so vse te stvari povezane. Okay. Mislim, da oseba, ki ne zna prepoznavati, izražati in uravnavati svojih čustev, bo imela z nečim težave. Zdaj, ali bodo to, ni nujno vedno, ampak lahko so to potem prenajedanja, lahko so kakršnekoli druge oblike motenj prehranjevanja, nezdravi odnosi. Mislim, da to gre, da je to mogoče niti ne krog, ampak nek trikotnik, ki je zelo močno med sabo povezana. In tudi ta oseba, ki dejansko ne zna prepoznati, izraziti pa uravnavati teh čustev, bo imela težave s tem, da ima sebe rada, da ima večkrat bo rekla ja, takrat, ko bi mogla reči ne, večkrat bo pustila, da se meja njena premakne, namesto da bi jo držala točno tam, kjer jo more. Jaz osebno iz svoje izkušnje mislim, da so te stvari povezane, mogoče niso za vsakega, v mojem življenju so res bile povezane. Jaz šele, ko sem začela postavljati meje zase, ko sem začela govoriti ne stvarim, ko sem hotela reči ne, ko sem začela nekako prepoznavati sebe, jaz sem imela en velik problem tudi, ko se mu reče, da nisem znala izražati jeze. Jaz sem se kot majhna naučila, da me to itak nikamor ni pripeljalo in sem to jezo potem pretvarjala v žalost in razočaranje. In jaz sem konstantno ciklala te neke občutke v sebi, ki jih nisem znala niti prepoznati, niti izraziti, niti na koncu uravnavati. Ker ljudje mislijo, zdaj bo pa problem, če se bom jaz drla. Hvala Bogu, der se, daj to ven. Ker na koncu to potem eskalira v človeka, ki ni bil zaslužen za to, da v njega eskalira. Na koncu se te stvari, ki jih mi držimo noter, kažejo na vseh aspektih našega življenja, vsaj jaz iz svoje izkušnje bi tako rekla. In mislim, da dejansko treba delati na svojem notranjem delu sebe, isto, kot delamo na vseh teh zunanjih. In da dejansko, ko bomo noter prišli do neke točke, bo ful lažje premikati tudi druge stvari v življenju, recimo. Pa mogoče tudi druge ljudi, ki jih imaš okoli. Da znaš zbirati na nek način. Da znaš zbirati, ja, definitivno. Tako. Ja, definitivno, ja. Ker
Kako si pa recimo ti prepoznala, vem, da si imela že nekaj izkušenj, kot si že omenila, kako si prepoznala ljudi, ki so ti jemali preveč energije in jim recimo tudi nisi znala na začetku reči ne in se je potem pojavila žalost in ne vem kaj. Kako si v bistvu odstranila te ljudi, kako si se s tem soočila? Težko. Jaz sem vse svoje napake ponovila večkrat, da sem se prepričala, če so res bile napake. Okay. To je prva stvar. Druga stvar je to, da sem zelo sem vezan človek, ker se na nekoga navežem, sem zelo navezana, zelo težko spustim. Predvsem sem te ljudi še zelo dolgo imela v svojem življenju in sem jih zelo težko spuščala. Sem pa se poboljšala v zadnjih letih. Naučila sem se malo bolj izražati sebe, postavljati meje, govoriti ne, to sem že 3-krat povedala, ampak to je zame bila res velika stvar. In zdaj so se dejansko tudi ti odnosi, ki so bili včasih toksični, niso vsi sploh razpadali. Veš? Eni so se samo uravnotežili, zato ker sem jaz začela dajati drugačno verzijo sebe v ta odnos. Tako da mogoče niti ni treba prekiniti te odnose, mogoče je treba sam jasno poslušati sebe in postaviti sebe v tej dinamiki, tam, kjer si dejansko želiš biti in pokazati, kaj so deli te dinamike, kjer si več ne želiš biti. Ja, res je. Zdaj omenila sva že, tako kot sem rekla, prehrano, gibanje in tudi okolje, pa da se mogoče še malo psihičnega oziroma notranjega počutja dotakneva. Zdaj skozi vsa ta leta se ti zdi, da je to največ v bistvu, da sploh začneš zdravo prehrano z športom in tako naprej. Se ti zdi, da se moraš prvo sam sebe na nek način spraviti na mesto in se potem lotiti, ali lahko gre obratno? Jaz mislim, da vsak ima svojo pot in tudi vsi imamo različne motivatorje v sebi. Vsi imamo pa tudi neke točke v življenju, ko smo bolj pripravljeni za spremembe. Jaz mislim, da ljudje v osnovi težko delamo stvari, če v to nismo malo porinjeni, prisiljeni. In velika večina ljudi se obrne šele takrat, ko pade. Oziroma tisti, ki imajo srečo, se obrnejo takrat, ko padejo. Tisti, ki nimajo sreče, tisti padajo večkrat, pa pol se ta luknja dejansko še poglablja. Jaz ne bi rekla, da je tukaj neko pravilo. Jaz bi kvečjemu rekla, da si vsak izbere svoje težko. In ni nič lažjega. Se mi zdi, da bolj ljudje gledajo iz svoje perspektive in se postavljajo neko vlogo žrtve in gledajo, lej to, tama pa to, pa to, pa to. Pa ne samo iz vidika materialnih stvari, ampak iz vidika mogoče življenjskega stila, postave in tako naprej. In zato je meni to izberi svoje težko, to košeč. Zato ker, težko je pogledati sam sebe v ogledalo, pa si ne biti všeč, ampak je tudi težko iti 5-krat na teden na trening. Težko je imeti privarčevan denar na računu, ampak je tudi težko iti mimo Zare, pa ne kupiti stvari. Težko je si vsak dan vzeti čas, pa pogledati, okay, kaj bom zdaj skuhala, kako bom zdaj to naredila. Težko je biti pa tudi zaciklan v teh nekih obdobjih energije, ki je nimaš, recimo, ki si nisi prav uravnotežil obroka, v teh nekih ciklih lakote, prenajedanja, recimo, ker nisi te stvari postavil kot prioriteto sebi, recimo. Vsak, mislim, da si iz svoje točke, v kateri v življenju je, mora zbrati kaj je njegovo težko. Zato, ker ta nova situacija ne bo nič lažja. Sam ga bo pač vodila bližji k cilju, kamor si želi prideti ali neki. Ne vem, če ima to zdaj smisel, ampak meni se pač zdi, da ljudje zelo enostavno mislijo, da ko bo se nekaj zgodil, pa bo pa vse perfect. Ne bo. Ne bo popolno, tudi, ko zgubiš 5 kil, ne bo popolno, ko začneš, ko pretečeš maraton, ne bo popolno, ne bo. In dejansko smo tudi mi tako narejeni, da si skozi želimo več. Ne vem, če si opazila, ampak mi nekako skozi, mi smo v osnovi malo grebatorji, ker nikoli nismo zadovoljni. In ko do neke točke pridemo, potem nekaj drugega si postavimo,
In zato sem tudi rekla, da mi je ta body positivity recimo všeč na neki točki, mislim, iz ene perspektive. Zato, ker če ti sam sebi rečeš, ok, ker bom pa imela 10 kil manj, bom pa jaz sebe imela bolj rada ali nekaj, je to ful napačna predispozicija. Ker ne, če se danes snimaš, se tu z 10 kilami manj ne boš imela. In se mi zdi, da je pač dejansko, vsaj moja izkušnja je taka, da je ful lažji operirati iz tega, da pač izbiraš svoje težko. In to je to. Res je. Zdaj, mi dve sva se že približali k koncu, zelo hitro, meni je ful hitro menil. Všeč mi je bilo, kar si povedala. Me pa zanima, kaj bi recimo rekla poslušalcev, kaj naj začnejo delati že jutri? Evo, ena taka stvar, ki jih ne bo nič stala, pa dejansko ne rabijo nič spremeniti radikalno v svojem življenju, začnite spati vsaj 8 ur. Evo. Jaz mislim, da to je ful pomembna in zelo podcenjena. Druga stvar, če ne delate nič na mišični masi, začnite delati eno stvar v življenju za mišično maso. In vsaj pa enemu obroku na dan dodajte eno pest zelenjave. Evo, sploh nisem rekla beljakovine, dodajte eno pest zelenjave. Pa da vidimo, jaz mislim, da že s temi 3 mini korakci se lahko zgodijo spremembe. Se bodo zelo magične spremembe dogajale, če se jih ljudje lotijo. Super, najlepša hvala, Ana. Ni za kaj, hvala tebi.